To, kar vidite danes tukaj, je vse, kar je prišlo v zadnjem, recimo vse, kar se vozil tiče v zadnjem tednu ali dveh, zato je tudi konkretno vozilo še ne registrirano. Če bi ga imeli registriranega, bi dejansko že šli tudi na teren. Vsi te kontejnerji prihajajo dnevno, tudi danes. Mi vso opremo zelo intenzivno prevzemamo v avgustu, septembru in oktobru, ker moramo zadevo končati v tej finančni perspektivi. In takrat bo tudi vsa oprema prišla. Tako da danes imamo skompletirano eno vozilo, praktično imamo pa na območju Republike Slovenije vseh 40 vozil, vsa pripadajoča dvigala in vse ostalo, vendar je še v izdelavi, dodelavi in združevanju v funkcionalno celoto, kar izvaja en izvajalec po javnem naročilu. Kontejnerje izvajajo 3 izvajalci, tudi izven Republike Slovenije, in tukaj lahko rečemo, da smo pri določenem tipu kontejnerjev praktično 3/4 jih že imamo, ostali so pa nekje v rangu 25% in se ta zadeva zdaj zelo intenzivno dopolnjuje. Po dopolnitvi opreme, kot je rečeno, še v začetku naslednjega leta bojo pa dejansko tudi v popolni funkciji v lokalnih skupnostih, kar pomeni, da se bojo lahko uporabljali v različnih tipih nesreč, pa ne samo ob nesrečah, tudi ob drugih potrebah, ki jih potrebujejo lokalne skupnosti ali pa sistem zaščite in reševanja. Za primerjavo, to je 2-krat več, kot smo imeli do zdaj vozil, pa ne tako opremljenih, ampak po številu. Mogoče sem tako, nemogoče je in upam, da je vsem jasno, da tega ne želimo imeti v skladiščih, tako kot smo imeli ali pa na centralizirano v našem državnem logističnem centru oziroma na izpostavah. Gre za drugo filozofijo. Vsa ta vozila s kompletno opremo je treba dati lokalnim skupnostim. Lokalne skupnosti zagotovijo vsak najmanj 3 šoferje in 4 strojnike za delo v vsakem trenutku in posadko približno 15 ljudi, ki je sposobna v 4 urah do 6 urah intervenirati kjerkoli na območju Republike Slovenije. Zato tudi lokalne skupnosti bodo dobile zastonj ta vozila v uporabo. Uprava za zaščito in reševanje je lastnik vozil, jih registrira in tudi nosi vse stroške zavarovanja. Lokalne skupnosti pa samo uporabnino oziroma tekoče materialne stroške v zameno, da zagotavlja osebje stalno, ki bo vedno na naš poziv in pod našim vodstvom lahko interveniralo kjerkoli v Republiki Sloveniji. V takem primeru pa seveda krije stroške Uprava za zaščito in reševanje. Naš cilj je, zato so tudi konfiguracija konkretno tega tipa, kakor je tukaj, je zelo podobna, kot so gasilska vozila s cisterno za prevoz vode, ima 2500 litrov vode, vso opremo, kot jo imajo gasilci, in v osnovi bi lahko gasilske enote s tem vozilom tudi izvajale javno gasilsko službo v občini. Naš cilj pa je, da se vozniki stalno uporabljajo, so stalno usposobljeni in vedno na razpolago. Tega pač v sistemu centralizacije ne morete doseči in gre za zelo podoben princip, kot ga uporablja tudi Evropska unija, ko je razdelila posebne enote oziroma letala za posamezne vrste nesreč, kjer posamezne države članice, tudi Slovenija, imamo tukaj ravno, lahko vidite naša skladišča, potem zelo hitro intervenirajo in imajo stalno na razpolago mnoštvo. In to je ključno, ker lokalne skupnosti, bodimo pošteni, so veliko hitreje odzivne in tudi te ljudje veliko bolje poznajo tehniko, če jo uporabljajo dnevno. Še malo zagnali, ne? Ja, dejansko bomo prosili tudi tehnika, gledate pač naše največje vozilo z 38-metrskim dvigalom. Na njemu imamo 5 različnih možnosti pričvrstitve, v konkretnem primeru je za razvijanje folije, kar pomeni, da celo hišo mi samo gor, ni treba več plezanja, ničesar razen pritrjevanja. Zraven so posebna košara, s katero lahko istočasno tudi pleza oziroma se s košaro dvigne gor določeno število ljudi, z vitlom za dviganje, spuščanje, posebni grabeži, ki so namenjeni ali za odvzem naplavin v samih vodotokih prvi, ali pa za dvigovanje lesa oziroma drugega poškodovanega materiala, in pa paletna vilica za prenos zadev. Vsak od vozil ima 5 specializiranih posebnih nadgradenj, zato da se uporabljajo, in na sabo vidite tisto rumeno navlečno roko, kjer potegne enega od teh samostojno delujočih kontejnerjev, poenostavljeno povedano, ga lahko odloži, v primeru poplave gre iskat drugam in enota dela samostojno. 10 vozil bo 8x8, pomeni 4 osovine, največja vozila nad 30 metrov dvigala. Ta dvigala lahko dosežejo več kot 20 metrov horizontalnega odmika,
kar pomeni, da je njihova dostopnost tudi iz glavnega utrjenega terena relativno daleč. 30 vozil pa je nekoliko manjših, še vedno trio slovenskih vozil z povsem identično nadgradnjo in identičnimi karakteristikami. Vsak od njih, kot smo rekli, 2 tehnična kontejnerja in pa 2 kontejnerja, ki sta namenjena za tako imenovane odvoze, sanacije, dovoze, hrane, klopi, folije in vsega ostalega, kar pomeni popolno samostojno logističnost in točno to se je pokazalo, da potrebujejo enote v tako kompleksni nesreči, kot smo imeli v tem mesecu. Zdaj bi pa jaz kar predlagal enega od naših. Vozila so modre barve civilne zaščite in tudi v lasti Uprave za zaščito in reševanje.